Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak ter župan občine Bled Janez Fajfar sta 12. marca na Bledu podpisala sporazum o skupnem upravljanju Blejskega jezera, ki vključuje tudi načrt aktivnosti za zmanjšanje vpliva obremenitev na kakovost vode v Blejskem jezeru. Po dolgih letih smo se trudili, da bi prišli do enega sporazuma, ki bo prišel zelo prav tudi v izjemnih primerih. Zmeraj se je šlo, kadar je tukaj prišlo, kdo je zdaj kaj odgovoren, kdo je kriv in tako naprej. Mislim, da tega zdaj ne bo več. Zdaj bomo podpisali sporazum, ki precej natančno opredeljuje dolžnosti in obveznosti enega in druga in odgovornosti. Zraven še ustanavljamo posebno delovno skupino, ki bo stalno usklajevala z naše in z državne strani vse probleme, se bomo stalno obveščali, sestali vsaj 2-krat na let, po potrebi pa večkrat, in mislim, da je to en velik korak naprej. Želimo si pa še, da bi nekaj podobnega enkrat skupaj podpisali z Ministrstvom za kmetijstvo, v katerega resorju je seveda tudi kmetijstvo kot tako, posledično z gnojenjem in z ribištvom. Tak biser, kot je Bled z Blejskim jezerom, moramo negovati ne samo lokalna skupnost, temveč tudi država z sodelovanjem, z dopolnjevanjem, ne pa z prepiri, kdo je za kaj odgovoren in kdo bo kaj seveda počel pri upravljanju s tako pomembno vrednoto. Torej, sporazum je zelo dobra osnova, da se stanje jezera izboljša, da preprečimo zunanja onesnaževala tega jezera, da preprečimo tudi oziroma da vzpostavimo tudi boljši režim na samem jezeru, tako glede plovbe in vsega ostalega. Torej, namen je, da ohranimo to vrednoto tudi našim zanamcem v boljšem stanju, kot je danes. Meritve po onesnaženju, ki so ga zaznali februarja lani, so pokazale, da je bilo onesnaženje znatno in ne samo malenkostno, je pojasnila Špela Remec-Rekar iz Agencije Republike Slovenije za okolje. Trenutno imamo pa v jezeru veliko količino propadajoče biomase, te cianobakterije Plantotrix robescens, ki jezero tako rjavo obarva. Tudi prosojnost ni glih idealna za predalpska jezera, no vendar v nadaljevanju, če ne bo dotoka iz pojezerja, pričakujemo izboljšanje v letošnjem letu. Jezero je danes glede na meritve v izrazito zmernem stanju, čeprav je v preteklosti že bilo med zmernim in dobrim stanjem. Čeprav upa, da bo podpisani sporazum imel vpliv na to, kaj se z jezerom dogaja, pa Špela Remec-Rekar opozarja. Vse, kar se zrcali v jezeru, smo mi vsi. Več je dejavnikov, več je povzročiteljev, vendar bi se morali vsi zavedati, da intenzivne panoge v to okolje, v ta majhno prispevno področje ne sodijo. In ne moremo spodbujati dejavnosti, za katere mednarodna strokovna javnost meni, da niso v skladu s splošnimi interesi. Sestavni del podpisanega sporazuma je oblikovanje operativne skupine, ki se bo ukvarjala s tem, kako preprečiti dodatno onesnaževanje jezera s hranili in kako izvajati sanacijo ter z drugimi odprtimi vprašanji. V sporazumu so opredeljeni tudi monitoringi, spremljanje stanja in ustrezno ukrepanje. Nekateri potrebni ukrepi so že jasni. Eden takih je odvajanje in čiščenje odpadnih voda in ustrezen tretma vseh pritokov zaletnih voda in potencialnih onesnaževal iz širšega območja, ki je zelo, zelo veliko v tem primeru. Seveda si ne želimo več podobnih zadev, kot je bila lani spomladi, ko je
bilo to neke vrste Rdeče jezero, ne pa Blejsko jezero. Tako da želimo, da do tega ne pride. Jaz verjamem, da če bomo udejanjali ta sporazum, da bo stanje boljše. Namreč tudi v lanskem letu so se določeni podatki poslabšali in to ni dobro, to ni spodbudno. In več kot pravi čas je za tak sporazum in za učinkovitejše, odgovornejše ravnanje z tem biserom Slovenije. Upravljanje z odpadnimi vodami je tako naloga občine. Ki je tukaj že ogromno naredila, saj 97% je vseh povzročiteljih teh voda je priklopljenih na našo kanalizacijo in v bistvu na čistilno napravo. Zadnje stvari se rešujejo, problem bo pa seveda financiranje tega M-kanala ob jezeru, ki bo izjemno velik zalogaj in ker imamo mi tudi v tej pogodbi, preden je bila Evropska skupnost, preden je bilo kaj, ker je bil pravilno zelo hudo javno mnenje na Bledu, zakaj ne čistimo vode, preden jo damo, preden steče vsa v Bohinjko. In je prišel do pogodbe, ki zdaj za naše čase sigurno take ne bi podpisali, ampak se težko od nje ločimo in stalno izgovarjanje ne morete priti do javnih sredstev, ker imate zraven privatnega partnerja. Tukaj morebiti bomo lahko počasi kaj pogruntali, da se še to reši, ker je spet za težke milijone evrov, da se ta vsa slovenska vrednota res že enkrat uredi. Izgradnja komunalne infrastrukture, zmanjšanje turističnega pritiska in ureditev odprtih vprašanj glede kmetijstva ter ribištva. Ko bomo to uredili, pravi župan, nam bo jezero lahko spet bolj v ponos. Ne želi pa si več takega prizora, kot smo ga lani lahko gledali 3 mesece. To smo spoznali, videli smo, vemo, da smo eni in drugi za to odgovorni. Podpisali smo zelo primeren, zelo v redu sporazum. Počasi bomo privabili še druge in bomo to urejevali. Jaz sem zelo pozitivno tukaj, bi rekel, skoraj presenečen, da smo tega prišli. Hvala.